Čau, Elen, Jelenka tukaj, kako ste? Se je en izmed unih videov, kar rada je ful spontano, namreč nismo glasovali za njega vnaprej, smo glasovali za njega spotoma na Instagramu, ko sem samo vprašala, če hočete video o tem, ker včasih pač kakšna stvar vam pride, ki je ful bolj zanimiva, atraktivna, posebna in pomenska, kakor kaj drugega. S tem, da recimo lahko trenutno omenjam še koronavirus, se meni osebno zdi ena velika traparija, kar se tiče napihovanja, zaradi tega, ker, pa to govorim zato, da me ne boste prosili, da še ekstra o tem delam video, zaradi tega, ker jaz vem, je procent obolelih za koronavirusom ekstremno majhno, glede na to, da se širi iz Azije in pač recimo, pri nas bruhne gripa ven umre procentualno več ljudi tukaj z eno gripo, kot pa tam za koronavirusom. Tako da hočem reči, da karkoli že je neka napihnjena stvar in Bog ve, kaj dejansko ščitijo za to informacijo, da je bolj pomembno in nam hoče spet odvrniti pozornost. To je trenutno moje mnenje, ne rečem, da se ne bo kaj spremenil. Pa na današnjo temo, ki je pa tragična helikopterska nesreča Kobija Bryanta, njegove hčerke Gianne in še 7 ostalih ljudi, torej vse skupaj 9 ljudi. V tem helikopterju so bili pač Kobe Bryant, ki naj bi treniral potem to ekipo mladih košarkašev, njegova hčerka Gianna, ki je bila tudi pod tem njegovim mini klubom. Mac, nehaj no! In pa potem v bistvu prijatelji od te Gianne, ki so tudi igrali, pa njihovi starši, tako da vse skupaj nanesli teh 9 ljudi, ki so vsi ob tej nesreči tragično umrli, brez izjeme, skupaj s helikopterjem, z pilotom. Kobe Bryant, o njemu jaz veliko ne bom govorila, ker po pravici povedano ne vem več kot to, da je neverjeten, izjemen igralec pri NBA. Res nerealno spoštujete tako Dragić kot tudi Dončić. Tudi jaz ga spoštujem že zaradi tega, ker je bil bolano dober igralec, ki je nerealno pike nabijal na tekmah. Več kot to pa jaz ne vem, ker ne gledam športa po televiziji. Tisti, ki veste, lahko še kaj dopišete. Jaz vem, da je bil znan tudi potem, da je bil res izjemen in dober človek. To tam pa je umelaš kakšne stvari. Jih bom čisto na hitro, ker ima neko tudi sporno preteklost, ampak to zdaj mislim, da ni najbolj pomembna stvar, ker pač je fajn, da počestimo njegove ime, kakor se le da. Gremo kar v detajle, torej nesreča se je zgodila res nedolgo nazaj, 26. januarja, to je bila nedelja, nekaj pred 10. uro zjutraj. Helikopter, ki jih je prevažal, je bil tako imenovan Sikorsky S-76B. Vzletel je pa iz letališča John Wayne v Santa Ani, skratka vse to se je dogajalo v Kaliforniji. In tako kot vedno, Kobe Bryant je letel s tem helikopterjem, ker se je rad prevažal na te krajše razdalje samo zato, ker ni maral se voziti v prometnih zamaških, ker je to zanj v preteklosti pomenilo, da se je mogel odreči raznoraznim tekmam, recimo otrok, in ni hotel zapostavljati svojega družinskega življenja, zaradi tega, ker je imel spet toliko treningov in drugih obveznosti, tako da je probal to uskladiti, zato si je umislil helikopter. Ta helikopter, da še omenim, je imel vedno enakega pilota pri njemu, pa star je bil 29 let, helikopter, ne pilot. Še ena zanimivost je, in sicer on in njegova žena Vanessa sta imela dogovor, ker se je izkazalo za res pametno to, da nikdar ne potujeta skupaj, da če že potujeta z helikopterjem, gresta vsakič ločeno, ravno iz tega razloga, to bi sicer isto lahko počeli v povezavi z avtomobili, ampak ravno iz tega razloga, če se enemu staršu nekaj zgodi, ostane drug starš, in to se je zdaj zgodilo in zdaj ne vem, očitno ne bo več letala s helikopterjem. Skratka, okoliščine nesreče so, hitro povedano, take. V Kaliforniji to jutro je bilo ekstremno megleno in ne glede na to gosto meglo, ki naj bi bila gosta tako kot mlek, so izjemoma temu helikopterju oziroma pilotu dali dovoljenje, da vzleti. Kot vemo, pač vsak helikopter, vsako letalo, vsaka ta stvar mora biti vodena z teh nadzornih stolpov in iz letališč in dobiva dovoljenje, da pristane, da vzleti in tako naprej. To ni kar nekaj, ki se odločiš pa greš. S tem, da tudi ta helikopter glede na velikost, ali ko bi rekla, glede na zahteve, bi mogel imeti 2 pilota, ampak očitno vedno ali vsaj občasno takole je imel pač enega, in v tem primeru je bil to ta njegov klasičen pilot. Skratka, s helikopterjem so se našli v tej megli in to je bilo par minut preden so planirali že dejansko pristanek na najbližjem letališču, ampak jim še ni bilo dovoljeno iz razloga, ker so druga letala pristajala, takrat očitno je bila tudi gužva zaradi tega slabega vremena in takrat so dali navodilo temu pilotu, da je 15 minut v bistvu kroge nabiral in krožil po tej megli, zato da pač dalj časa ostane v zraku in pristane, ko bo steza dejansko frej.
Problem je, da očitno je šlo nekaj narobe v tem primeru in prvo je krožil ful prenizko in tukaj tudi vidimo večino teh posnetkov, ki jih imamo, namreč ljudje so bili tako, ok, what the heck, en helikopter je ful prenizko in so ga snemali in pač predvsem so ga samo slišali, ker je bil noro blizu, ampak zaradi toliko goste megle ga niso niti videli večinoma, samo zvok je bil, kot da je nad glavo jim je bil. In tukaj pač izvirajo te posnetki. In tudi, kar smo slišali teh posnetkov iz nadzornega stolpa, je to, da rečejo, helikopter ta pa ta še vedno letiš ful prenizko, a ne? In očitno je potem ta pilot končno to slišal ali pa sprejel informacije in se je začel dvigovati, ampak ko se je hotel dvigati na 600 metrov nadmorske višine, je v bistvu to storil prepozno, namreč preden se je dejansko dvignil, je na 520 metrih nadmorske višine treščil v tiste kalifornijske hribe s hitrostjo 300 km/h. Meni osebno, kar se zdi tukaj največja neznanka oziroma kar sem jaz dojela, da je tle najbolj čudna stvar, je to, da je prvo kot prvo ful silovito tle helikopter spremenil smer, to je ena stvar, ki je nepojasnjena, druga stvar je pa to, da je v isti sapi pospešval, pa ne kar malo, ampak na 300 km/h. In če bi bilo nekoga strah, na primer pilota ali pa njih recimo, da bi rekli, dude, easy, pojdi počasnej, to bi bilo smiselno, ne, glede na to, da so vedeli verjetno, da so nekako v bližini teh hribov in valjda en hrib je bil glih toliko visok, da so pač treščili vanga. Razbitine se razlegajo 180 metrov v 180 metrskem radiju, torej okrog tega helikopterja, ker je ogromno krvež, da ta boom je bil res enormen. Tudi, ko gledate posnetke in slike, karkoli je ostalo te nesreče, v bistvu ogorki tega helikopterja. Trupla so vsaj identificirana in najdena, tako da s tem se ne ukvarjajo več, ampak še vedno pa tiste jasne okoliščine nesreče niso jasne. Če se ne motim, popravite me, če se motim, mislim, da to letalo celo ni imelo črne skrinjice, tako da spet kakšnih detajlov ne morajo razbrati tukaj ven. Što se tudi, da je imel ta helikopter dva motorja, kar pomeni, da tudi če bi zdaj kdo rekel, en je pač crknil, ni crknil, ne more tega razbrati, ker je pač preveč raztreščen letal, ampak tudi če bi en crknil, bi še vedno deloval drugi motor, tako da to ni bil razlog. Večina tistih letalskih poznavalcev pa govori, da je bila napaka v tako imenovanem CFIT oziroma Controlled Flight into Terrain, torej nadzorovan let v zemljo, basically, kar pomeni nekaj, kar se načeloma zgodi, kadar pilot izgubi zavest. Torej, ne znam tega dobro razložiti, ampak predvidevam, da če izgubi zavest, basically se zabije, pade, I guess. I don't know, skratka, ali se je zgodilo to, kar se tiče pilotiranja, ali pa da bi bilo to namerno, ampak teorija zarote, nič nam rekla. Tako ste mi že napisali en kup enih teorij zarote, avtomatično mi pišete, s tem, da večinoma so mi bile take številka dresa, ko ubije 24, pa od njegove hčerke dvojka, se pravi skupaj 26, datum nesreče, to se meni zdi, pač ni mi všeč, tudi še vedno z respektom gremo zdaj v te teorije zarote. Prva je, da je to krivda Hillary Clinton zaradi tega posta, ki je bil objavljen na Facebooku in jasno screenshotan na Twitterju. In to naj bi bil tweet, ki naj bi ga Kobe Bryant, se pravi, mislim, da eno leto nazaj v glavnem objavil, napisal naj bi, imam dokaze, ki bi Hillary Clinton spravili v zapor. In pa če pogledamo datum, je 26.1. in tudi ura je približno taka, kakršna naj bi bila, ko je helikopter dejansko strmoglavil. Zakaj vam govorim to teorijo zarote? Ne zaradi tega, ker dejansko ful nora in awesome in ne vem kaj, ampak zaradi tega, ker je že dokazano, da je fake in da Kobe Bryant tega datuma ni objavil na Twitter popolnoma nič. Teorija zarote 2 je to, da je leta 2016 The Comedy Central, ne vem točno kaj to je, ampak je imela mini risanka serijo, cartoon series, imenovano The Legend of Chamberlain Heights. Jaz nisem gledala, ne vem trenutno sploh o čem govorim, ampak ena izmed teh delov te serije se je vrtela dejansko okrog
točno okrog tega, kako Kobe Bryant umre v tragični helikopterski nesreči. Ta epizoda je imenovana End of Days in jaz osebno sklepam, nisem preverila, ampak če je takrat Kobe Bryant se že redno fural s helikopterjem, so mogoče kot to kot hec vzeli in so hec, črn humor, ampak mogoče so iz tega razloga posneli to epizodo in potem se je to dejansko enega dne zgodilo in slučajno se poklapa. Lahko, mislim. To je pač teorija zarote, vi se odločite, kako se počutite glede nje. So pa oni toliko fair, ta Central Comedy, da so zdaj rekli, umaknili so to epizodo kao iz respekta, jasno, do Kobeja in familije in vseh. In prosijo tudi druge, nagovarjajo, da ne šerajo te epizode, ker valjda se širi po internetu. Teorija zarote 3, Jesus Christ, 3, Eric Carmen, upam, da se tako reče, iz Raspberryjev, če se ne motim, tudi tisti, ki imajo All by myself, ali pa Hungry Eyes, ne smem pet, če ne pet. V glavnem, kaj sem, pevc, I guess, ali pevka. Ta oseba v glavnem je začela širiti Illuminati teorijo zarote in sicer, da na vsake toliko časa je treba človeško žrtev narediti in sicer človeško žrtev, ki je ekstremno priljubljena in draga pri ljudeh. Očitno podobna zadeva kot kakšna Diana, I guess. In torej ja, cena Illuminatov in njihovih ritualov je, da na eni točki je treba enega tacka žrtvovati. V tem primeru je bil ziher pilot tisti, ki je bil povezan z Illuminati in je pač se odločil trščiti takrat 9 ljudi v še pravlično število je, pardon za črn humor, v California Hills. I don't know, skratka, jaz nikakor ne trdim, da nimajo Illuminati ne zraven, ampak ne vemo pa tudi, da imajo, je pa več teorija zarote. Zato je teorija zarote, ker je samo teorija, Jesus Christ. Vedno se toliko trudim, ali je ali ni res, pač ne vemo, je pa teorija. What do you think? Comment down below. Ok, in še zadnja, ki upam, da na te fani preveč napadalni, so samo pač informacije, ki so obstajale. Sicer, da naj bi bila njegova smrt še vedno nekako povezana z njegovim domnevnim spolnim, v glavnem naj bi posilil eno mlado punco leta 2004, ker je basically 15-16 let nazaj, a lot. Bil je obtožen, ampak tudi opuščen teh obtožb, ker ni bilo dokazov, tako da lahko je to največji bullshit na svetu, lahko je bilo delno res, kaj mi vemo, ne vemo. Ni bil popoln človek, noben ni popoln človek, glede tega torej obtožbe so bile opuščene, je pa še vedno mislim, da fakt, da je prevaral ženo, tako da he's not freaking perfect, ampak nič narobe s tem, vsi smo sami ljudje, no se ona dva vse lepo zmenila. Hočem pa reči, da valjda širijo se govorice, da bi bilo lahko to še vedno kakorkoli povezan, meni se zdi ta najbolj mogoče, ker kaj the heck bi imel tle veze, ne vem, but you never ever know. In to je to, jaz sem izčrpala te teorije zarote, ker sem jih načeloma našla. Že tako v tem primeru se mi zdi, da gre pač samo za tragično nesrečo. Ni nujno, kakšne stvari se nenavadno poklapajo. Je pa res, da pismo, če se furaš z aviona, s helikopterjem iz dneva v dan praktično, namesto z avtom, a veš se, koliko ljudem so v avtu kaj zgodi, na njemu se je pa pač v helikopterju, skorim avionu. Je pa tragično, meni osebno tudi to, da pismo Sejan ima ime, pa je bil pomemben, ampak tukaj zraven je umrlo še 8 drugih ljudi, njegova mlada hčerka, pa še nekaj drugih otrok, kar je itak. Anyways, to je bil ta vmesen video, ki ga nismo lih izglasovali, se mi pa zdi pač daj, če ne zdaj, right? Tako da ja, upam, da vam je bil video zanimiv, alieni moji, da niste preveč žalostni. Radi se imejte, lepo se imejte, naslednji video bo čez 5 do 10 dni od tega videa. I love you guys, bye bye aliens, ciao!